Ko je predmet dvignjen, ima gravitacijsko potencialno energijo. In z uporabo preprostega vzvoda, kot je ta, se lahko njegova energija prenese na manjši predmet. Zdaj, ko bom spustil to utež, se bo pospešeno premikala proti tlom in pri tem bo njena gravitacijska potencialna energija prešla v kinetično energijo. Ko bo udarila v leseno desko, se bo njen gibalna količina prenesel na manjši predmet in ga izstrelil višje v zrak. Težava pri tej postavitvi pa je, da je zelo neučinkovita in teniška žogica ne poleti prav visoko. Tukaj pride na vrsto ta trebušet. Zgradil sem ga pred približno enim letom in zasnovan je tako, da čim bolj učinkovito prenese gravitacijsko potencialno energijo te protiuteži v kinetično energijo izstrelka, torej teniške žogice. Ko ga izpustim, ta teniška žogica v manj kot sekundi pospeši od 0 do 210 km/h in poleti približno 80 metrov daleč. Kaj pa, če naredimo nekaj prilagoditev, da vidimo, kako visoko lahko izstrelimo izstrelek naravnost v zrak? Za merjenje, kako visoko je izstrelek izstreljen iz trebušeta, bom uporabil višinomer. Vendar pa tega višinomerja nočem preprosto vstaviti v teniško žogico iz več različnih razlogov. Prvi razlog je ta, da bo ta teniška žogica najverjetneje šla precej visoko v zrak, kar pomeni tudi, da bo hitro padla nazaj na tla in močno udarila ob tla, kar bi lahko povzročilo, da se višinomer pokvari. Poleg tega teniške žogice niso prav aerodinamične, zaradi svoje kosmate površine. Torej, kar želim narediti je, da s 3D tiskalnikom natisnem izstrelek v obliki rakete, ki bo bolj aerodinamičen kot teniška žogica, poleg tega pa bo imel še sistem za izmet padala, da bo višinomer lahko lepo in varno priletel na tla. Tukaj je prvi prototip. Kot lahko vidite, na vrhu ni prav aerodinamičen. In to zato, ker še nisem vgradil mehanizma za izmet padala. To je nekakšen testni model in nanj sem namestil penast nosni stožec, da se ob povratku na tla, upajmo, ne bo uničil ali poškodoval česa okoli sebe. Razlog, zakaj sem izdelal ta model, je, da preizkusim izstrelitveni del leta. Torej, 3D natisnjen izstrelek sem namestil v trebušet in vrvico ovil okoli sprožilnega zatiča. Torej, ja, držimo pesti, da bo to uspelo in mislim, da bi se morali malo umakniti nazaj ter narediti hitro testno izstrelitev. V redu, 3, 2, in. No, to je bila uspešna sprostitev. Ni šlo tako visoko, kot sem upal. Prav, poskusimo znova. 3, 2, in. To ni dobro. Prav, torej je nevprejšnji izstrelitev popolnoma enako nastavitev glede sprostitve zatiča in pritrditve zanke. Vendar pa je namesto, da bi šel naprej, šel nazaj in pristal na vrtu mojega soseda. Mislim, da moramo resno premisliti o zasnovi tega. V naslednjih nekaj dneh sem se odločil, da ga poskusim še nekajkrat z različnimi načini pritrditve, vendar sem še vedno imel težave z zanesljivim izstreljevanjem. Tudi ko je trebušet izstrelil v pravo smer, je bilo zelo težko ohraniti izstrelek usmerjenega naravnost proti zračnemu toku. To povzroča veliko upora in zato izniči celoten namen njegove uporabe. Pravzaprav je bila izstrelitvena hitrost komaj nad 30 metri na sekundo, medtem ko se teniška žogica izstreli pri približno 50 metrih na sekundo. Njena rotacija pa nima velikega vpliva. Torej, čas je za načrt B. Načrt B je, da opustimo to raketasto izstreljevalno telo in se vrnemo k kroglasti izstrelitvi, kot je teniška žogica. Vendar pa, kaj je bolj aerodinamično kot teniška žogica? Golf žogica. Golf žogice so znane po svojih vdolbinastih aerodinamičnih lastnostih. Vendar bo zelo težko spraviti ta višinomer in tudi njegovo baterijo v golf žogico. Prav tako pa še sistem za izmet padala. Tako da, kar sem naredil, je, da sem 3D natisnil povečano golf žogico. To je približno 188% povečave, tako da je skoraj dvakrat večja od premera običajne golf žogice. In zlahka bi moral spraviti vso elektroniko in sistem za padalo v notranjost. Ta trenutna žogica nima nič posebnega, je le testni model. Zato jo lahko nekajkrat preizkusno izstrelim, da dobim občutek za izhodno hitrost in tudi za letno trajektorijo.
Prav tako sem naredil večjo zanko zange, ker stara zanka ni ustrezala tej žogi, saj je bila narejena za velikost teniške žogice. Torej, naložimo to na trebušet in poglejmo, kako visoko bo šla ta stvar. Prav, prvi preizkus prevelike 3D tiskane golf žoge. V 3, 2, 1. Wow, to je visoko. To je šlo toliko visok. Prav, poskusimo še enkrat. 3, 2, 1. Wow. Tega mi nikoli ne bo dovolj. Torej, ta nova žoga deluje neverjetno dobro in gre tako visoko v zrak. Zelo sem zadovoljen z njenim delovanjem. Še pomembneje pa je, da se zanesljivo sprosti iz zanke. Kar se tiče izhodne hitrosti, je ta nekoliko manjša kot pri teniški žogici, ampak to je pričakovano, saj je nekoliko težja. Mislim, da ima teniška žogica približno 2/3 teže oziroma mase te žoge. Ampak pravo vprašanje je, kako visoko ta žoga dejansko poleti. Zdaj, ta žoga nam bo dala odgovor, oziroma vsaj različni deli te žoge. Zdaj, kar se tiče elektronike, je tukaj očitno višinomer, potem je tukaj še baterija, ki napaja vse skupaj, in nato je tukaj še elektronika za nadzor sprožitve padala. Pri mnogih svojih projektih jih naredim radijsko vodene, tako da lahko preklopim stikalo na radijskem oddajniku in se padalo sproži. Tokrat pa sem želel, da je vse popolnoma avtomatizirano. Torej, tukaj noter je pospeškomer, ki bo v bistvu zaznal, kdaj je žoga izstreljena iz trebušeta. Ko zazna več kot 2G pospeška, bo Arduino sprožil 4-sekundni časovnik. Ko 4 sekunde minajo, se bo ta servo premaknil, potegnil ta zatič in tudi sprožil padalo. Torej, hitro sestavimo to žogo in poglejmo, ali se lahko padalo sproži. Torej, ta elastika drži obe polovici žoge skupaj in se zatakne okoli zatiča na servomotorju. In če to hitro stresem, bi se morala v 4 sekundah odpreti kot nenavadno obarvan pokeball. Torej, stresi jo. In potem? Tako, in to sproži padalo. Mislim, da je zdaj vse pripravljeno za pravi testni izstrel. Zdaj imam padalsko žogo nameščeno v trebujeju. Višinomerja še nisem namestil vanjo, ker želim najprej preveriti, ali se padalo dejansko uspešno odpre. Premaknil sem tudi trebujej, da bo, upam, izstrelil nekako na polje in da padalo ne bo pristalo v katerem od teh dreves na obeh straneh. Torej, poglejmo, če bo ta stvar dejansko delovala. Padalski izstrelek, prvi preizkus čez 3, 2, 1. Tajno, 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 tajno. Prvi poskus. Lepo. Yes! To je tako cool. To je številka 2. 3, 2, 1. To je tako zadovoljivo. Počasi lebdi navzdol. Morda potrebuje manjši padalo. Nočem, da bi ga veter odnesel predaleč. Nato sem opravil še nekaj testnih izstrelitev, da sem se prepričal, da je odpiranje padala zanesljivo. Hkrati pa sem posnel še nekaj posnetkov v počasnem posnetku. Dokler ena od izstrelitev ni povzročila katastrofalne okvare roke trebušeta. Prav tako se je padalo zataknilo v drevo. Medtem ko iščem novo roko in razmišljam, kako bom rešil padalo, si podrobneje poglejmo, kaj se dogaja.
Ko je trebušet naložen, je prototeža 15 kg dvignjena za 1,22 metra od svojega končnega položaja. Njegovo gravitacijsko potencialno energijo lahko izračunamo tako, da maso pomnožimo z pospeškom zaradi gravitacije in višino, na katero je dvignjena, kar nam da skupno shranjeno energijo 179,5 džulov. Ampak zaokrožimo na 180 džulov, ker palica, ki drži utež na roki, verjetno doda še nekaj mase. Iz tega lahko izračunamo največjo višino, ki bi jo žoga teoretično lahko dosegla, tako da to enačimo z končno gravitacijsko potencialno energijo žoge. Če to enačbo preuredimo za višino žoge, dobimo največjo teoretično višino 166,8 metrov oziroma 550 čevljev. Ta višina predpostavlja, da je celoten sistem 100% učinkovit in da na žogo ne deluje noben zračni upor, kar seveda ni realno, vendar lahko to največjo vrednost uporabimo za izračun učinkovitosti sistema, ko bomo poznali končno višino. In tukaj je moja genialna metoda za pridobitev padala. Ali pa mogoče ne. Preskočimo kar na dejanski izstrelitev. Prav, zdaj imam višinomer nameščen v notranjosti žoge. Poleg tega pa sem nanjo pritrdil še manjše padalo, tako da upam, da je ne bo odneslo predaleč zaradi vetra. Trenutno je kar vetrovno, piha rahel čelni veter, ampak upam, da je z manjšim padalom ne bo odneslo predaleč. Torej, poglejmo, kako visoko gre ta stvar v resnici. V redu, test višinomera z žogo, čez 3, 2, 1... To je bila pozna sprostitev. Nismo mogli biti veliko bliže trebušetu. Poglejmo višino. Verjetno tega ne morete videti na kameri, ampak piše 61 metrov, kar je skoraj natanko 200 čevljev. Naredimo še nekaj izstrelitev in izračunajmo povprečno največjo višino. Torej, po zbranih vseh podatkih o višini je žoga dosegla povprečno višino 59 metrov oziroma 193,6 čevljev, kar je približno 35% ocenjene največje višine. To pomeni, da je bilo 65% celotne začetne potencialne energije izgubljene. Zdaj lahko izmerimo izhodno hitrost žoge s pomočjo posnetka z visoko hitrostjo, kar nam da hitrost 41 metrov na sekundo. Iz tega lahko izračunamo kinetično energijo žoge takoj po izstrelitvi, kar pokaže, da se 49% energije izgubi že pri samem izstreljevanju, preostalih 16% pa zaradi upora zraka. Torej, to kaže, da je povečana golf žogica bodisi zelo aerodinamična, ali pa je moj trebušet zelo neučinkovit. Kakorkoli že, zelo je zadovoljivo videti, kako se ta stvar izstreli. Test žogice z višinomerom čez 3, 2, 1... Ja, 1. 1. Ja. 1. Lepo. Videti je, da pokrovi odpadejo. 1. Popolno. Ker zadeva načrtovanje trebušeta, nikoli nisem uspel naložiti datotek na internet, saj se je Fusion 360 vedno sesul, ko sem poskušal izvoziti model. Zato sem popolnoma na novo izdelal CAD model in ga naložil, da si ga lahko tudi vi izdelate, če želite. Povezava do datotek bo spodaj v opisu. Tako, pa smo prišli do konca. Naredil sem najbolj varen izstrelek za trebušet na svetu. Če vam je bil ta video všeč ali ste ga našli zanimivega, bi bilo super, če pustite všeček. Če ste novi na mojem kanalu in želite videti podobne projekte, potem kliknite Naroči se spodaj. In ogromna hvala vsem mojim podpornikom na Patreonu. Vi omogočate te videe in iskreno, brez vaše podpore takšnih projektov ne bi mogel izvesti. Torej, najlepša hvala, še enkrat hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenje.
Ne, razpri se. To je šlo nazaj. Mislim, da je bilo to dobro. Ne vem, kako dobro to lahko vidiš, ampak žoga zgleda, kot da je v več kosih. Ni dobro.